na ramenih pritlikavcev se mi zdi tako pač neka taka zgodbica, v kateri se vsak dan znajdemo vsi v neki vlogi pritlikavca v bistvu in cel kup je velikanov, zdaj sploh še bolj se mi zdi v tem času, zaradi katerega se tudi bojim, da se mogoče cela razstava tako začne brati v nekem določenem kontekstu, ki v bistvu ni spadal zraven, ne, ampak je zdaj to vplivalo na vse in amplificiralo vse te ideje. Pač odvisni smo od velikanov, ne, raznoraznih, tudi dober izgovor je, ne, imeti nekega velikana, na kateremu moraš stati in v bistvu nisi več odgovoren za to, kar delaš. Vedno se sprašujemo pač, kaj je zdaj subjekt danes, ne, kako v bistvu, zdi se mi super ta paradoks, da kako je najbolj človeško najbrž probati biti, dobiti neko perspektivo izven človeka, ne, kako v bistvu vsi stremimo priti v neko to totalno objektivno, se vzeti izven samega sebe in se opazovati od odzuni na nek način in pač to je totalna iluzija, ki je nikoli ne bomo zares dosegli, najbrž, ne. Razstava je nastala že kar nekaj časa nazaj, ne, ta razpis bil 1 leto nazaj, mislim, da je nekaj takega. Glavna stvar je performans, v katerem se lutkarji učijo od marionete in marioneta od lutkarjev, v bistvu nek tak mehanizem, ki dela enega in drugega zelo živčnega, medsebojno se živčista in za tem dogajanjem ostaja sled v obliki risbe, pač lutke imajo oglje na koncu okončin in puščajo sledi s svojim premikanjem. Lutke so kot neki specimeni, ne, kot neka bitja v terarijih, neki subjekti, na katerih se delajo poizkusi oziroma se učimo od njih. Ja, zanimiv mi je bil ta odnos, pač postaviti lutkarja in lutko enako na piedestal, ne, pač jih postaviti v ta, mislim, vedno sta v medsebojnem odnosu, ne, nikoli pač lutkar je enako pomemben kot lutka in obratno, ne, v bistvu tukaj se skozi nek proces, skozi neko risbo, ki ostaja za njimi v prostoru, v teh kubusih, se potem zgodi ta, mislim, lutkarja nista prej nikoli videla teh lutk, mislim, nista se z njimi ukvarjala, nista jih dobila prej v roke, ampak performans je temelji v bistvu na tej improvizaciji, ne, na tem učenju v trenutku, pač medsebojnem tem, da pač se oba limitirata en drugega in istočasno si dajesta življenje en drugemu, mislim, lutka daje smisel lutkarju in lutkar lutki na nek način in malo se mi zdi, da pač je to paradigma, ne, današnjega časa na nek način. Dialog v bistvu nekega zamrznjenega procesa, ki se zgodi v slikarstvu, ne, in tega performativnega momenta, v bistvu so točke, ki se totalno skladajo ena z drugim, ne, mislim, so trenutki performansa, ki so enaki kot v slikarstvu, ko se ti lotiš nekega platna, ne. Vse zato v bistvu tudi v tem performansu je risba, ta nek povezujoč element, ki pripelje iz neke totalno drugačne prakse, ne, ki je v bistvu nisem nikoli zares še imel v mojem delovanju. Pripelje prav v bazo mojega, prav začetek, ne, prav risba, ne, prav to, kar najbolj je je nek fundament za karkoli delaš, ne, pač karkoli vizualnega moraš najprej narisati na nek način, ne, v bistvu dostikrat je še pred besedami, ne, mislim, tudi v slikarstvu je tudi pred idejo že, ne, mislim, včasih pač
rišeš, ne, in potem ideje pridejo. Zdaj, v teh slikah je ideja bila vedno pred dejansko risbo in to je nek tak, obračam neke procese v bistvu, malo v svoji lastni praksi, ne. Mislim, v bistvu je, tako se sam sebe mečem v neke črne kote in potem probam se ven na nek način izvleči, pač tako kot se te lutke zbudijo v nekem kotu in ugotavljajo, kje so. Zdaj, ali je to psihiatrična bolnišnica, ali nek white cube, ali terarij, je potem stvar pač tistega, ki gleda. Slike so kot neka scenografija oziroma v bistvu se cel prostor prelevi v laboratorij, ne. To je tako moja neka predstava nekega mad scientista, ki zdaj raziskuje nek sodobni čas in zbira neke primerke, v tem primeru pač zelo tem tradicionalnim medijem slikarstva in tudi lutkarije, ne. In se probaš pač priboriti do nekega bistva, zakaj to počneš. V bistvu so neke perverzne taksonomije objektov, ki postajajo slikarski subjekti, ne. Na nek način se poigravam s to enciklopedičnostjo, konec 19. stoletja ali kakorkoli, pač cel kup je tudi teh takih, recimo Vojnič, ne, manuskript ali pa različne Serafin je napravil tudi, so izmišljene enciklopedije, ki pač orisujejo svetove, mislim, ne znamo si jih razložiti. Jaz recimo, da nekako obratno, ne, iščem stvari, ki so zelo obvious, na nek način zelo pač samoumevne skoraj in potem preko naslova jim dam neko drugo branje. Zobje, koliko jih je že bilo, ampak tej so pa zobje izgubljeni z dobrim razlogom, ne, in potem postane neka druga zgodba, neka druga perspektiva na subjekt, ki je v bistvu zelo samoumeven. In tako nekako se pač probaš približati nekemu branju, nekako reinterpretiraš samo branje tudi slike, ne. V bistvu slikarstvo postane zelo funkcionalno na nek način, ampak se ta funkcija spet prelevi v neko drugo smer, ki ni več tako samoumevna mogoče, ne. Vsa ta dela so nastala v zelo različnih obdobjih, mislim, približno v tem zadnjem letu, ampak tako ena v Londonu, ena doma, ena, mislim, različno, ampak tako fajn mi je bilo to, da deluje pač tako, kot so sami subjekti na slikah postavljeni vsi skupaj enako pomembni na eno flat podlago. Tako se potem tudi vse te slike v bistvu razvrstijo na tej veliki steni in na nek način vsaka slika deluje kot pač neka posebna zbirka, ampak skupaj pa so kot neka enciklopedični pregled nekega razmišljanja, ne, v bistvu nekega poteka, nekega dogajanja morda, ne, teh pritlikavcev, ne, mogoče pač, ki študirajo, kako iti proti oziroma se ne pustiti velikanom, ne, da bi ostali za njimi ali kakorkoli, ne, pač. To je tako malo puščeno odprto tudi interpretaciji, ne. Na isto ozadje postavljam subjekte iz različnih realnosti, ne, tako pač brez neke hierarhije. V bistvu reinventiram neko hierarhijo na ta način, da so stvari iz medijev, iz fantazije, iz realnega sveta, pač vse naslikane podobno, enako na eni površini in vse nekako zravnane, ne. Na vse enako posveti ena luč in naslov in potem da to iztočnico, iz katere jih beremo na nek drugačen način, kot smo jih prej. Vsekakor mi je všeč ta analitični in v bistvu
totalno brez nekih pravil pristop skupaj, ne. Tako se mi zdi, da je neka intersekcija teh dveh stvari, ki se vedno alimentira eno drugo. Pač v mojem delu se vedno sprašujem, ali je disciplina ali je nedisciplina bolj pomembna, ne. Saj je cela galerija v bistvu kot vitrina in že zato potem se mi je zdelo, da nekaj takega lahko deluje tukaj, ne. Pač sigurno je sama lokacija, mislim, res ta ogromna okna in vse skupaj mi deluje tako malo konec 19. stoletja, ne, in gremo gledat neke metulje v muzej ali nekaj takega, ne.